Razstava Transborders v prevodu čezmejno je skupek umetniških del, ki so nastala na istoimenskem festivalu. Ta se je odvil pred več kot enim mesecem ob meji med Slovenijo in Avstrijo. Ta festival All Happening je potekal konec avgusta tu ob meji od Radgone do Šentilja in je bil namenjen oziroma v spominu te 100-letnici, ki jo letos obeležimo, odkar obstaja ta meja po prvi svetovni vojni. Različni umetniki iz Avstrije, Slovenije, iz Nemčije, pa ne vem še odkot, so se ukvarjali s tem obmejnim prostorom in so pač naredili različne akcije, so imeli nastope in to je bilo 4 dni, skoraj 24 ur. No in zdaj pa v tej razstavi je pravzaprav na nek način dokumentacija tega festivala in tudi dela, ki so nastala v sklopu te prireditve, takrat bodo zdaj razstavljeni v Pavlovi hiši. Sicer razstavo sestavljajo številna zelo različna umetniška dela. Es gibt außerhalb Installationen, es gibt einen Zeltbunker draußen, es gibt eine Installation auf dem Dach. Razstava je razdeljena na več delov. Zunanji, notranji, tudi streha služi kot del razstave. Na dvorišču Pavlove hiše je postavljen tudi pisan zid, ki ga bodo v kratkem popisali učenci avstrijskih in slovenskih šol. Sicer pa je med deli možno videti kar nekaj nasprotij, ki se bodo obiskovalcem razstave morda zdela nekoliko čudna. Vendar so vsa bila del umetniških namestitev ali nastopov, ki so se odvili v okviru festivala. Na primer, ta čoln je bil najden v Srbiji. Sicer je to fiktivna zgodba, ki govori o tem, da je umetnik en dan pred otvoritvijo izginil. In sicer naj bi se na slovenski strani topil, predtem pa je stal na čolnu in sklikal, kdo še rabi meje, jaz imam čoln. In ta čoln se je pojavil danes na razstavi, čez nekaj dni pa naj bi se potem tudi umetnik. Take zgodbe je možno slišati na tej razstavi. Preko teh opisov, ki so postavljeni ob vsakem delu razstave, pa obiskovalci izvedo, kako je posamezno delo nastalo. Gelaufen sind, also die Bilder und dann diese Gegenstände sind so Artefakte eigentlich, ja. Na festivalu so sodelovali umetniki iz več kot 10 držav. Das war auch die Problematik, weil wir natürlich To je predstavljalo tudi del težav, saj smo poleg seveda jezikov na obeh straneh meje, torej nemščine in slovenščine, imeli veliko drugih umetnikov, ki so govorili druge jezike, kar je delno otežilo komunikacijo v angleščini. Man verständigt sich dann auf Englisch. Festival je potekal pod okriljem Inštituta za umetnost v odprtem prostoru Štajerska. Wir wussten natürlich, dass im Jahr 1919 der Friedensvertrag von Versailles unterschrieben worden war. Vedeli smo, da je bil leta 1919 podpisan mirovni sporazum v Versajlu in da so takrat bile narisane meje. Ob 100-letnici tega pa smo se lotili tudi tega projekta. Realizirali smo že več projektov na meji in tokrat smo si zadali, da bomo izpeljali enega večjih dogodkov, ki naj ima karakteristike festivala. Povabili smo različne umetnike, slikarje, glasbenike in glasbenice, literarnike, saj je tudi jezik zelo pomemben in vse to z namenom, da meje ponovno odpremo. Ljudje, torej obiskovalci, so bili zelo presenečeni in navdušeni. Zelo so se razveselili nad stvarmi, ki so jih videli, saj je bilo veliko novega in povezanega z zgodovino ljudi, ki tukaj živijo. Das unmittelbar mit der Geschichte der Menschen hier zu tun hat. Svoj kamenček v mozaik festivala in razstave je prispevala tudi slovenska umetniška skupina Irvin. Mi sodelujemo z serijo plakatov It's a Beautiful Country in gre za turistične plakate države NSK v času, ki jih tudi vidite, gre za lepote te države, tako kot vsaka država oglašuje lepote svoje dežele za obisk turistov, tako smo tudi mi to naredili. Seveda, mi smo v tem primeru predelali stare jugoslovanske plakate in smo jim dodali v bistvu nov tekst in same plakate se je dalo videti, mislim, da zdaj mogoče še nisem prepričan, na področju tukaj okrog Radgone avstrijske in tudi na drugi strani meje, predvsem na kolesarskih poteh. Plakati so pa sovpadali tudi z nekako slučajno. Tako se je pa zgodilo tudi z avstrijsko
z avstrijskimi volitvami in z oglaševanjem za avstrijski parlament. Oglaševali smo države, ki ima okrog 17 tisoč prebivalcev, kar je za mogoče 17 Vatikanov, ker Vatikan ima manj kot 1000 državljanov. In to je bila prva akcija s temi plakati pač tukaj. Mi smo to predlagali kuratorju in kurator razstave se je odločil, da to postavi. Danes tu vidimo 2 plakata, koliko jih je nastalo skupno? Vseh skupaj je 6 motivov. Odločili smo se zaradi majhnosti prostora, da predstavimo samo 2, seveda so pa na video, ki je zraven, skratka na projekciji fotografij vidite vse plakate. Nekaj posebnega je bilo tudi delo slovenske umetnice Nataše Berg. Ja, moja ideja je bila, ko sem bila povabljena, pa so nam tudi prvič pokazali to območje in so nas peljali pač iz Slovenije v Avstrijo in sem si nekako potem zamislila, da bi rada bila v zraku in da se nekako pač neka nevtralna cona, pa tudi svobodna zadeva. In sem pač hotela nekako to z helikopterjem izpeljati, seveda z letalom bi bilo malo težje. In ker sem pa hotela nekaj narediti, da ni samo en krog okoli tega območja iz zraka, sem se odločila, da bom tetovirala krog. To je tudi en projekt, ki ga že nekaj časa delam in ta simbol krog je že, se mi zdi, tak en simbol, ki ima zelo veliko definicij, je pa večinoma vedno pozitivno in nek, kako bi rekla, univerzum skupaj nas združi. In kakšni so vtisi po ogledu razstave Transborders? Meni je razstava zelo zanimiva. Umetniki imajo različne dostope do te tematike in mislim, da bodo imeli obiskovalci tudi zanimivo razstavo, ker vsak ima seveda drugačen pogled na to tematiko oziroma tudi umetniki se drugače izrazijo, ampak mislim, da bo pestro, zanimivo in vabljeni k ogledu. Na otvoritvi razstave je zapel zbor Pavlove hiše, ki je pred 4 tedni s pesmijo By This River avtorja Brian Enoja odprl tudi festival Transborder. Zapeli so v kanonu v slovenskem, nemškem in angleškem jeziku. Zapeli so v kanonu v slovenskem, nemškem in angleškem jeziku. Underneath the sky.